Večerni pozdrav iz dvorane Gustav v Mariboru, kjer nocoj začenjamo z dokumentarnimi obzorji. V sklopu ponedeljkovega predvajanja programa nocoj predstavljamo 2 dokumentarna filma, ki sta lani na festivalu Doku Dok prejela posebno omembo žirije. Eden izmed filmov je strani Mihe Mohoriča podpisan kot scenarist in režiser. Si ga ustvaril, če se ne motim, spoštovani Miha, pozdrav tebi na drugo stran internetnega sveta, svojo sopotnico. Je tako? Imam pravo informacijo? Ja. No, in to, kar me zanima, je najprej naslov tvojega dokumentarca je Zgodbe iz kuhinje. Kako se je porodila ideja, da povedeva s tem najnim kratkim pogovorom seveda vse tiste gledalke in gledalce, ki jim bo film predstavljen prvič? Pozdravljeni vsi skupaj, hvala za povabilo, vesel sem, da smo skupaj danes. Hvala tebi, zadeva je nastala zelo spontano, moram reči. Iz neke čist nore ideje, ki sva jo imela s punco takrat, da sva šla v bistvu štopati do Indije čez Rusijo in to pozimi. To je bilo v bistvu neko popotovanje in v Rusiji sva živela z domačini. Kamorkoli sva prišla, sva živela pri domačinih, prek tega couchsurfinga, sva jih našla in nekako so me prevzele te njihove kuhnje, ker v Rusiji je kuhnja srce doma, oni nimajo dnevnih sob, tako kot jih imajo mi, ampak se vse dogaja v kuhnjah. In te kuhnje so se meni zdele zelo, zelo fotogenične, predvsem pa te ljudje v tej kuhnjah in njihove zgodbe in njihova poetika, nekako nisem mogel tega spregledati. Sem pa rekel, da to popotovanje, ko sva šla, da bo eno izmed tistih, ko pa končno ne bom nič snemal in ne bom delal filma iz tega. Ampak mi nekako ni uspelo. Se je zarečenega kruha največ pojedlo, ne? Tako, ja. Kdo je snimal? Ti si snimal, dekle je snimalo, oba skupaj? Kako je potekalo dokumentiranje? Z Nino sva oba dva snemala, vsak sem imela svojo kamero. Bilo je pa to zelo neobremenjeno, ker nekako sva snemala zato, ker se nam je zdelo škoda, da bi šlo to mimo naju, niti nisva imela nek namen mogoče z tega film narediti, ampak je bilo zelo sproščeno, zelo iskreno in zelo neobremenjeno. Tako moram reči. Tako, kakor sva čutila, tako sva snemala in mislim, da se to tudi vidno v filmu. Prej si povedal, da so te kuhinje zelo fotogenične, da so dejansko sveti prostori, bom zdaj malce po svoje povedala, teh ruskih domov, ruskih družin. Če bi naredil primerjavo recimo s temi našimi nekimi klasičnimi slovenskimi kuhinjami, kaj sploh to je, slovenska klasična kuhinja, kaj dejansko, ne vem, to pomeni, da se družina, tudi če je veliko številna, zbira v teh kuhinjah, se pogovarja o vsem, o čemer se je potrebno pogovarjati, da tudi če je gneča v kuhinji, ni preveč ljudi v njej? Ne, mislim, da v Rusiji ni nikoli preveč ljudi, niso samo družina, so prijatelji, so vsi različni ljudje. Tako je. In zdaj, kar je pa zanimivo, kar si me vprašala, je ta razlika v slovenskih kuhinjah. Se mi zdi glavna razlika, ki sem jo jaz doživel osebno, je to, da pač v ruskih kuhinjah vse te neke človeške vrednote, ki jih zahodni svet zmeraj bolj izgublja, so tam še zmeraj prisotne. In vse temelji na teh nekih človeških vrednotah, medtem ko se mi zdi, tukaj v slovenskih kuhinjah je pa pride bolj do izraza posledica, da nimamo več toliko teh vrednot. In ne vem, najbolj pretegnilo. Je pa res, da kuhinja je zelo iskren prostor v Rusiji. Tam se zgodi vse. Tam se zgodi od tragedije do ljubezni, do vsi spektri. In ta iskrenost, pa predvsem prostor, kjer se ljudje srečajo, kjer so lahko ljudje to, kar so, in predvsem prostor, kjer ljudje enega drugega sprejemajo. Predvsem to mi je zelo potegnilo. Kljub drugačnosti, kljub različnih čustvah, je prisotno neko sprejemanje. In to je ta največja vrednota, ki je mene potegnila, ker se mi zdi, da jo pri nas primanjkuje, na žalost.
Zdaj se mi je utrnila misel, Miha, odličen odgovor, hvala ti zanj, ko si govoril dejansko o tej identiteti, ne, globji ruske kuhinje in hkrati tudi v svojem dokumentarnem filmu, vajnem dokumentarnem filmu, se mi je utrnila misel, kako dejansko je v Sloveniji postala nekakšna prispodoba za kuhinjo. Aha, spet se nekaj kuha in s tem se misli na neko sumničavost, na nekaj negativnega, kar bo prišlo iz te slovenske kuhinje, ne? In ta izgovorjenost se je dejansko naselila ne samo v slovenski politični prostor, ampak tudi v bivanskost samo, ne? Zelo zanimivo, ja. To je to, kar se dogaja tukaj, tam pa obstaja nekaj drugega še, ne? Tako. Tukaj se res kuha v Sloveniji, ja, marsikaj. Miha, Črno-belo sta snemala sproti, predvidevam? Ja, sproti, ni bilo to v postprodukciji, to je bilo v bistvu nastavljeno na kameri. Ne vem, nekako se mi je zdelo takrat, da vse te zgodbe, vsi te ljudje, vse to nekako pride bolj do izraza, no. V črno-beli tehniki, kaj pa jaz vem, se mi zdi, da barve samih kuhanj niso bile toliko barvite. Se je bilo pa vse ostalo zelo barvito, no. Ampak hkrati je tudi zgovorna črno-bela tehnika zato, da ujameš ravno to neko arhaičnost časa, to obstajanje vsega, kar izginja iz tega našega sveta. Na ta način je tudi mogoče videti izbor črno-belega za odličen, ne? Ja, res, imaš prav. Zelo nostalgično, no, moram reči, je bilo meni iti v te kuhne. Se spomnim, kako je bilo v otroštvu, ko smo bili še v Jugoslaviji, ne, veliko nekih teh momentov človek tam doživi in normalno mene to pritegne, ker to je del naše identitete, to je del naše zgodovine, del naših korenin in kljub temu, da Rusija je ogromna, 8 časovnih pasov, meni je fascinantno to, da prideš skoraj do Japonske, Kitajske, ne, pa še zmeraj govorijo ljudje jezik, ki ga mi praktično razumemo, ne. In vidiš, kako daleč sega ta naša kultura, ne. In meni je to bilo zelo fascinantno, ne, doživeti, da si tako daleč, se pravim, 8 časovnih pasov, no. Smo 8-krat moraš uro prestaviti. 8-krat moraš uro prestaviti, ja. Ja. Zanima me še, s koliko materiala sta prišla nazaj? Materiala je veliko, razmišljam zmeraj bolj, da bi naredil drugi del, ker je teh zgodb je še zmeraj ogromno, ne. To je bilo od Ukrajine do Mongolije, se pravi, kar nekaj teh zgodb. Bilo je pa tako, da pri vsakmu, kad sva spala doma, ki so nas gostili, je bilo pa tako, da zadnji večer, preden sva šla naprej, vse zgodbe so bile posnete pozno, po noč, ponavadi od 1 polnoč, 2, 3, in preden sva midva, in to je bil večer, preden sva midva naslednji dan šla naprej, ne. In zmeraj sem namenoma čakal ta trenutek, da izkoristimo čas pred temu, da se spoznamo, da si zaupamo, da se začutimo in potem na koncu ideja je bila predvsem to, no, da mene je zanimalo, jaz tukaj nisem nič kaj preveč režiral zadeve, ne. Nisem imel neke izoblikovane ideje, kaj bi jaz njih vprašal. Jaz sem njim samo rekel, daj prosim povejte neko zgodbo po vaši izbiri. In mene je zanimalo predvsem, kaj je zdaj ta zgodba, ki je za te ljudi tako pomembna, da so jo pripravljeni deliti, ne. Kaj oni zberejo, ne. In tukaj sem jaz probal totalno ne vplivati na to, ne. In to je bilo meni fascinantno. To je čar dokumentarnega filma, te živosti, ne, te njegove organskosti. Ja, ne. To raziskovanje, ne, radovednost. Kako so te pa sprejeli? Je kdo zavrnil recimo možnost sodelovanja, snemanja? Predvidevam, da ja, ali so bili večinoma odzivi pozitivni? Mislim, odzivi so bili zelo pozitivni, moram reči. Couchsurfing platforma je bila zanimiva, jaz sem jo tudi prej uporabljal drugje po svetu in ponavadi, da lahko kje prespiš, moraš kar poslati nekaj teh zahtev, preden ti kdo odpiše pa tako. Zanimivo je za Rusijo je bilo to, da kjerkoli si poslal, ti je vsak odpisal nazaj, ja, prid, prosim, samo pridite k meni. In ker so pa še tako, ne, ker so pa videli, skot smo, ne, oni so me imeli tako brat, sestra, zmeraj so nas tako naslavljali tudi in nekako te vzamejo za svojega, ne. In tukaj ta kulturna podobnost, ki jo mi imamo, je sigurno pripomogla k temu, da so se ljudje tudi toliko odprli, ne.
ker časa prav ni bilo veliko, no, da bi z njimi preživel ogromno časa, ampak tisti čas, ki je pa bil, no, pa moram reči, da smo se kar povezali, kar odprli. In so bili pripravljeni, no, zelo odprti ljudje, zelo super. No. In ti si dejansko njihova vsakdanja življenja, predvidevam, da mnogi od teh ljudi sploh ne bi prišli do nas, če jih ne bi ti dokumentiral, oziroma vi dva na ta način, kot ste jih, ne? So verjetno tudi zelo hvaležni, zato ker ste jih ujela v ta dokumentarni del večnosti. Ja, res je, in zanimivo je tudi to, da dveh izmed njih danes več ni med nami. Eden izmed njih je umrl takoj po tem, ko je bil film narejen. In je tako, no, ko gledam zdaj film za nazaj, je še toliko bolj čustveno vse skupaj, ne, ker res pa v bistvu začutiš, koliko si ujel nek trenutek časa, neko iskrenost, ne vem, in ja, sigurno so pa hvaležni, da jim nekdo prisluhne, da dobijo to možnost, da gre njihov glas drugim, da se mogoče tudi mi kaj naučimo od njih, ne, predvsem. Zato gre človek potovati, ne, predvsem zaradi tega, da se nekaj nauči od teh ljudi, vsi lahko en drugemu kaj damo. Ne. In, ja, seveda so hvaležni, sigurno. Ne. Tudi mi smo na tej strani hvaležni, Miha, da delaš, da potuješ in nam prinašaš zgodbe. In če si prej omenil, da razmišljaš o tem, ker je ostalo še toliko materijala, da bi naredil drug del, prosim le daj, z veseljem ga bomo predvajali na festivalu Dok, ko bo čas. In že zdaj napovedujem naslednje najino srečanje dejansko, mora biti celo v živo, ne, če bodo časi drugačni. Ja, upam. Tako da se loti dela. Delam. Delaj. Hvala ti, mora biti še za konec kakšna uvodna napoved predvajanju tvojega dokumentarnega filma Zgodbe iz kuhinje? Ja, mogoče film je tak, se mi zdi, da ga vsak doživlja drugače, vsak najde sebe v delčku njihovih zgodb, neka refleksija. Film je počasen, z namenom je počasen, da se ustavimo, da ne hitimo, da se poglobimo in predvsem, ne vem, bi rad to, da te ljudje, ki gledate ta film, da imate občutek, da sedite s temi ljudmi v temi kuhnjami, kjer vam je toplo in kjer prisluhnete ljudem, ne? Predvsem, kjer se tem ljudem prisluhne. In, to danes je izziv, da prisluhnemo en drugemu. Tako in da posledično tudi morebiti ovrednotimo vlogo sebe v lastnih kuhinjah in v tistih kuhinjah, v katere vstopamo k ljudem, kaj ne? Tako. Miha, hvala lepa. Lep večer želim in vse dobro pa veliko ustvarjalne moči in naboja. Ja, hvala lepa, v čast mi je bilo pa velika užitka v prihodnje. Hvala, Miha. Čau. Srečno, adijo. Srečno. Spoštovano občinstvo, pred predvajanjem dokumentarnega filma Zgodbe iz kuhinje Mihe Mohoriča naj povem še to, da je njegov dokumentarni film eden tistih, ki nagovarja naš notranji čas, kajti v tem sodobnem digitalno-virtualnem svetu norosti se je začelo dogajati, da svet prehiteva človekovega notranjega in zato so tovrstni filmi izjemni, kajti pomirjajo in hkrati nagovorijo čustveno z ene povsem druge perspektive. Nocoj bi z nami moral biti tudi Jernej Kastelec, ki je bil lani tudi posebno omenjen strani strokovne žirije festivala Dok, ampak ima v Nemčiji filmske delavnice, zato se nam ne bo pridružil in tako boste zapovrstjo torej videli dva dokumentarna filma, najprej Mihe Mohoriča in potem še Jerneja Kasteleca. Obilo užitka in poglobljene misli ob spremljanju in gledanju. Hvala lepa.